Baročni dvorec izvira iz začetka 14. stoletja. Od leta 1863 je bil poletna rezidenca mariborsko-laventinskih škofov. Po drugi svetovni vojni je z njim upravljal agrokombinat, ki ga je leta 1986 prodal družbi Lipa za prodajni salon pohištva. Po zaključenem denacionalizacijskem postopku je dvorec pripadal cerkvi. Dvorec Betnava je bil razglašen za spomenik državnega pomena. Se pravi, iz tega vidika močno presega neko lokalno raven, kajti z to razglasitvijo je država pokazala, da gre za eno območje, ki ga je potrebno varovati, predvsem zaradi arheoloških vsebin, kulturno-zgodovinskih in pa seveda tudi stališča vrtne arhitekture. In gre seveda za eno takšno večjo zaključeno celoto, ki je ohranjena še do te mere, da recimo tudi v primeru potreb se ga da rekonstruirati. Se pravi, gre za baročni dvorec z baročnim parkom, ki je redek primer v Sloveniji, zaradi tega seveda toliko bolj pomemben in s svojo pozicijo na robu mesta Maribor seveda ima verjetno velik potencial. Leta 2007 se je mariborska nadškofija odločila, da bo objekt prenovila in s tem namenom stavbno pravico podelila podjetju Betnava d.o.o., vlasti skupine cerkvenih uradnikov. Pri obnovi in gradnji hotela naj bi sodelovali tudi s propadlim podjetjem Vegrad. Nedolgo zatem so se glavni akterji zaradi poslovne goljufije znašli pred sodiščem ali celo v zaporu, stavbna pravica pa v stečajni masi. Stečajni upravitelj je stavbno pravico na dvorcu do leta 2028 prodal družbi Ustvarjalne poslovne rešitve v lasti Boštjana Zemljiča, ki je v medijih napovedoval urejanje turističnega kompleksa za družine. Dvorec je tako zadnjih nekaj let za javnost zaprt, prepuščen vremenskim vplivom in vandalom. Gradbišče ob njem je zaraščeno in nezaščiteno. Podjetje Boštjana Zemljiča je dolžno vzdrževati objekt, pa ga ne. Posledično na nadškofiji razmišljajo o pravnih postopkih zoper Zemljiča. Glede na dejstvo, da družba Ustvarjalne poslovne rešitve d.o.o. svojih obveznosti iz naslova omenjene stavbne pravice ne izpolnjuje, nadškofija Maribor proučuje pravne možnosti glede nadaljnjega ukrepanja. Nekoč biser mariborskega turizma danes vidno propada. Zemljič pred kamere ni želel stopiti, izvedeli pa smo, da z družino biva v dvorcu. Tako ideja o turističnem centru ostaja zgolj mrtva točka na papirju.